Dobro jutro, lepo pozdravljeni, kolegice, kolegi, študentke, študenti, vsi zbrani. Moja tema je, taka, da bi v bistvu zaslužila še tretji pogled, s pozicije, politike. Jaz vam pa predstavila samo ta dva. Prvi bo pač pogled od znotraj in drugi pogled od zunaj. Od znotraj pač predstavljam vam bom, stališča, te umetniške skupine Grupe 69, kako so jih oblikovali, kakšna stališča in kakšne zamisli so zastopali in, seveda, kako je vse to odmevalo na, likovno-kritiški sceni. Torej, Grupa 69, mogoče malce pozabljen fenomen, v slovenski zgodovini umetnosti. Upam, da vam bo priklic imen, zbudil tudi vizualne asociacije. Prav zaradi tega je to potrebno, ker je ta zamisel o delovanju skupine bila v tem, da se poudarja, da se goji individualizem. In zato tudi začenjam, predavanje s tem posnetkom, ki prikazuje res pač skupino, kot je bila predstavljena skozi, avtografe, torej skozi podpise na notranji platnici. Prav zaradi tega, ker so seveda podpisi individualna stvar vsakega posameznika in ta zaželeni, zapovedani individualizem se izraža tudi skozi to, projekcijo. Torej ta, zastopanje tega, čemur se v angleščini reče signature style, je bila, seveda predvsem njihova individualnost, torej individualna mantra. Njihov ideal drugi je bil tudi ta, da bi gojili avtonomne politike razstavljanja, zagovarjali so to frazo kot ideal, ampak videli bomo tudi, da se ta zgodba zaobrne, kar relativno kmalu po 8 letih delovanja že postanejo vključeni v program, ki se odvija v Beogradu ob 11. kongresu Komunistične partije, Jugoslavije, kot uspešen primer združevanja dela pri umetnikih. Kdo so torej ti individualisti? Neke vrste pač, stabilno jedro, ki se je predstavilo na vseh 13 razstavah, malce več bi jih še lahko prešteli, vendarle je dvoumno, ali so razstave, produkt, in zgolj predstavitev Grupe 69 ali v isti zasedbi tudi predstavitev sodobne slovenske umetnosti. Ta dva pojma se kar tesno prepletata v teh, torej desetletjih, v tem desetletju. Torej številkice, ki jih vidite v oklepajih, so številkice nastopov. 13, razstav je v dokumentaciji Moderne galerije zabeleženih kot dejavnost, torej kot dejavnost, Grupe 69, in na vseh 13 razstavah pač je sodelovalo nekaj tega, torej nekaj, našteta so imena, ki so tudi ustanovna imena, poleg njih pa še ta tri z manj, sodelovanji: Gabriel Stupica, Marko Šuštaršič, Štefan Planinc, ker, se pač niso udeležili vseh razstav, hkrati pa niso, torej njihova pozicija ni konfliktna v toku življenja skupine, ne odmaknejo se zaradi kakršnihkoli, zadržkov. Potem, naslednji trije umetniki iz Hrvaške, Jagoda Bujić, Dušan Žamonja, Vladimir Veličković, ki tudi potem, ko postane, skupina, torej v drugi fazi delovanja redno, torej, so vključeni na razstave. Eno od načel te skupine tudi je res to, da, so, vabili na, razstave skupine goste, vseh, generacij, posebej tudi so zasledovali, dogajanje v umetnosti med mlajšo generacijo. In potem še, torej po letu 75, še nekaj imen, če pač jih prepoznavate, lahko tudi njihovo identiteto, tedanjo republiško, beležite in ugotavljate, kako se je skupina, si je prizadevala, da zbere prek gostov, najbolj izpostavljene, najbolj uveljavljene umetnike, umetniška imena s celotne, Jugoslavije.
Ob tem pa, da že kar na začetku rečem, ko sem govorila o pogledu od znotraj, pogledu od zunaj, ta pogled od zunaj je, kar se tiče slovenske kritiške scene, izrazito negativen, izrazito napadalen, izrazito hostilen, torej nerazumno napadalen, ne skozi kriterije likovno-kritiške, skozi pač ozadja in torej boj za privilegije. Očitki, ki so leteli na to torej formacijo, so bili trije glavni, in to so skomercializiranost, elitništvo, hermetizem in pač še ta privilegiranost. Razlika tudi je zelo velika med tem, kako je grupa sprejeta na slovenskem, torej na domačem prizorišču, in kako pri kritikih v drugih jugoslovanskih republikah. Zdaj še torej nekaj o zgodovini, datumu ustanovitve, torej v Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici je ohranjena, sijajno urejena tudi in popisana zapuščina Rika Debenjaka, v kateri je tudi ta zveščič, v katerem je Riko Debenjak zapisoval torej svoje povzemal dogajanje na sestankih grupe 69. Tukaj je poudarjen tudi datum ustanovitve, tako da ga lahko pač res določimo, povzamemo, ne, dogodek, ki torej temu, na kateri so se pripravljali, seveda je bila prva razstava, ki bo predmet naše, torej našega največjega, naše največje pozornosti. Gre pa res mogoče še za nekaj, torej bi rekla nekaj dejstev, nekaj stavkov bi rada še povedala, ker se na torej v katalogih, ki jih izdaja ta skupina, vedno pojavijo zapisi, uvodna besedila, ki niso podpisana s posameznikovim imenom, ampak pač kot skupinski tekst. Tako da se skozi ta besedila seveda berejo stališča skupine, ki tokrat za razliko od skupin, ki so ponavadi ustanovljene s avantgardističnimi recimo cilji, nima umetniškega programa. Torej člani poudarjajo to, da so res zastopniki, torej da zagovarjajo to torej raznovrstnost glasov, to torej raznolikost, da potem želijo biti demokratični, potem mogoče tudi kot zanimivost medgeneracijski, med najstarejšim in najmlajšim članom je kar 30 let starostne razlike, Riko Debenjak in Džebat Hozo kot najmlajši, ne. Tako da res drugačni interesi in zdaj res mogoče še pač en od citatov, ki opredeljuje njihovo identiteto. Skupina 69 je izrazito delovna skupina, ki je s samega začetka odprta umetnikom vseh starosti, smeri, šol, kolikor so pripravljeni vključiti se vanjo ob istih pogojih in enakih stremljenjih kot njeni ustanovni člani. Ja. In tukaj so prvi katalogi, letnice, vidite, ne, do leta 75 so oblikovali kataloge skupine umetniki, ki so bili člani skupine. Tako da je tudi na ta način poudarjena ta neke vrste njihova pač pripadnost seveda grupaciji in seveda tudi ta entuziazem in pač pripravljenost na vse načine delovanja znotraj skupine. Tudi kar zanimivi, bi rekla, oblikovalski izdelki, ne, za umetnike, ki jih sicer ne poznamo ravno vseh, no, kot na tem področju. Vsa imena so navedena, tako da mogoče niti se ni treba ustavljati pri tem. Bi pa samo o tej likovni atraktivnosti številke in imena, ne, spregovorila tudi še nekaj. Torej številki 6, 9 se prezrcalita v horizontali po vertikali in ustvarjata očitno tudi, ne, likovno privlačno poimenovanje. Tako da ta nevtralizirata ime še dodatno, torej ga predstavljata kot likovno atraktivnega, ne kot pomenskega, čeprav seveda 69 kot letnica ustanovitve. Še iz
zapisnikov in pričevanj Andrej Jemec in Kijar Meško sta edina člana, ki ju lahko še kaj povprašamo. Kijar Meško živi v Združenih državah Amerike, tako da ga še teže vprašamo. Je pa Andrej Jemec tisti, ki seveda je izjemno dragocen sogovornik, ki se tudi spominja, kako je kaj sem hotela povedati? No, torej seveda ta Žabarca, to. Gostilna pri Žabarju je bila njihovo srečevališče, in ker je bila pač to takrat gostilničarka, so ji rekli, da so pač šli k Žabarci. Vsak mesec enkrat so se načeloma zbirali, ne. V času priprav na kakšen projekt pa seveda bolj pogosto. Jaz moram to dogajanje, zaenkrat samo umetniška imena omenjala, torej samo kreativce, kaj pa seveda Zoran Kržišnik, ne, gotovo ste se že vsi vprašali, ki seveda je bil izrazito pomemben, ne član te skupine, pač pa nekako ga v zapisnikih imenujejo za svetovalca. Tako da seveda brez njega bi zgodba grupe 69 tekla na vsak način zelo, zelo drugače. Bo pa prav zaradi tega še mini diskurs bi rekla nekako teren, na katerem se je morala zgoditi grupa 69, in to je spet opozorilo na žalost propadu projekt, ki si ga je zadal Kržišnik, da bi torej odprl nekje v svetu filialo, torej zastopništvo neke vrste jugoslovanske, seveda pojem iz tistega časa, umetnosti, in to je bil ta poskus v New Yorku na elitni lokaciji Adria Art Gallery, ki je res po dobrem letu dni, aprila, mislim, da 68, propadel. Zaprtje galerije Kržišnik sploh ni bil obveščen o tem, čeprav je res svojo, bi rekla, razstavni program je seveda vodil. Tukaj je naslovnica spodaj, ne, prve razstave Jugoslovanska umetnost z Bernikovo reprodukcijo na prvi strani. Torej in nekaj, kar naj bi se povezovalo z začetkom torej tržne galerijske dejavnosti jugoslovanske umetnosti po svetu, je seveda tudi posledično bilo, torej Kržišnik se je zavedal, da bi bilo predragoceno izkoristiti to priložnost, ko se je pripravljalo kar nekaj časa, prvi dogovor je, mislim, da 61. za razstavo Jugoslovansko v MOMI, in potem dogodek šele 69., torej že po zaprtju galerije. Hkrati pa smo v pomembnem letu, seveda za nas pomembnem letu, ker se malo prej, torej ne zgodi samo ustanovitev grupe 69, ampak tudi 8. Ljubljanski grafični bienale, na katerem dobi Janez Bernik, prvi Jugoslovan, veliko premijo. Pardon, tako. Zdaj gledamo na pročelje, pač na Trgec pred Moderno galerijo. In ko brskaš po papirjih, seveda najdeš tudi kakšne nove, drugačne izzive, in jaz sem recimo na tej fotografiji, ki je posneta, ne, vidite, pred odprtjem 8. bienala, iskala še Ford Taunus, ki ga je vozil Zoran Kržišnik leta 61, samo ga nisem našla. In torej bienale z veliko premijo Janezu Berniku, ne, in s tem je dosežena, gotovo je dosežena nad vrhuncev v torej renomiranosti in svetovni blagovni znamki ljubljanske grafične šole. Torej, in kako doseči, da bi te sijajne povezave s svetom, ki jih je gojil Kržišnik, ki so pomenile, da je v Ljubljani zbral za žirijo leta 69 res izjemno zasedbo strokovnjakov z vsega sveta, ne samo tega leta na splošno, zdaj vam jih pravzaprav ne bom niti prebirala vseh teh imen, je pa res, recimo Harald Zeman se pojavi v Ljubljani že leta 69 v žiriji, potem Dieter Malov, potem ne vem, ne bom, torej. In zdaj pa že, mi nismo več v Ljubljani, ne,
bienale je odpiral 6. junija, datum 5. junij, torej dan pred odprtjem bienala. In pogled na vilo Bled, ki je res v zapisnikih grupe 69 na prvem mestu kot zamisel, da se v okviru te hiše, da jo pač nevtralno poimenujem, ustanovi grafično šolo, ki bi pač tu delovala v povezavi res z torej reputacijo grafične produkcije. Potem drugi cilji, no, so še vzpostaviti mednarodno galerijsko mrežo, tiskati publikacije o umetnikih in izdajati mape, kjer bi predstavili delo pisateljev, pesnikov in likovnikov, skrbeti za stike z javnostjo, izobraževati občinstvo. In Žamonjo prepoznate, ne, tukaj pred sabo, in vila Bled, veste, da je torej rekla, nekako ima izjemen status, ne, ta stavba. To so ravno leta, ko so jo prevzemali s protokolarnih vod v drugačno rabo, in zato tudi ta ambicija, prepričanje, želja umetnikov, da bi res demokratizirali to hišo in jo napolnili z umetniškimi vsebinami, ki se pač res na žalost ni zgodila. Tukaj v tem sproščenem ozračju, ne, umetniki, člani grupe 69, in tukaj že odprtje razstave, torej ugledna očitno zasedba. Ustavila bi se samo pri teh posnetkih, ki so zanimivi. Zakaj? Ker najdemo med udeleženci na odprtju Ohojevce. In ime Oho se najde tudi v zapisnikih kot tisto umetniško ime, ki bi ga pač skupine, ki bi torej za katero bi, predvsem je tukaj bil Gabriel Stupica, tisti, ki je zagovarjal to, ki bi pač pritegnilo tudi Ohojevce v to torej jedro delovanja. Tomaž Šalamun, David Nes, potem Tomaž Šalamun, ki je verjetno bil zaslužen za to, da so se Ohojevci udeležili odprtja, ker je bil takrat ravno kustos v Moderni galeriji. In tukaj samo tudi še pardon, toliko zanimivih stvari je, sam se ne smem ustavljati. Zavese, se spomnite afere s tem Pompejem? Zavese so torej postavljene v vili Bled očitno že leta 69, pred letom 69, in da je leta 73 kot za Ajko, kot Aleksander Basin razlaga. Še zdaj samo zaradi pogleda na umetniška dela, Bernik, Veličkovič, Tihec in Hozo, samo spet malo za občutek, ne, časa. Tukaj pa malo ne preveč odrezan seznam teh 13 razstav, in v bistvu so zdaj, prej ste videli nekaj imen, zdaj je tukaj na tem seznamu še nekaj več gostov, predvsem recimo je zanimiva razstava leta 76, ko so dejansko torej povabili k sodelovanju to propulzivno, mlado, vzhajajočo generacijo od Gatnika, Knamuša, Vodopivca, Palčič, Krašovec, torej Jesih, Dušan Tršar, ne, dejansko lahko rečemo zelo odprto. In ja, in o teh antagonizmih sem nekaj hotela povedati med kritiko, torej hrvaško, slovensko. Tukaj moč in odprtost, ne. Na slovenski strani pa monopolizem grupe 69, pa nova likovno-umetniška združba, kar nikakor ni spet afirmativno, ne, združba, precej zaničljivo, in tukaj je gotovo bil, bi rekla, v prvi bojni vrsti kritik dela Janez Mesesnel za to intonacijo, ne. Medtem ko je recimo, ko sem pač članek Vladimirja Malekoviča prej ob plakatu Andreja Jemca še kazala, poudari, kaj so vrednote te družbe, anticehovska fronta,
jo imenuje in še, zdaj navajam, že celega četrt stoletja je sindikalizem najbolj razvita oblika odnosa med umetnikom in družbo. Naloga cehovskih organizacij umetnikov je bila, da se v največji meri potegujejo za različne privilegije svojih številnih članov, od beneficiranih stažev do beneficiranih kriterijev za njihovo torej delo. In potem še zdaj ljubljanska grupa 69 preganja tako prakso z odločno zahtevo, da bi vzpostavili normalne kriterije v razmerju skupnosti do ustvarjalca. In že samo v formiranju te skupine je izraz kritike obstoječega stanja, saj že torej v uvodu še preberemo. V primerjavi z dinamičnim razvojem umetnosti v dosledneje industrializiranih in urbaniziranih deželah je tempo razvoja umetnosti pri nas počasen in naš pristop k umetnosti idiličen. Torej antagonizmi in dejansko se je zgodba z grupo 69, ki je začela precej bolj, bi rekla, idealistično, potem torej se utesnjuje počasi res v to povezavo, ne, ki je bila njena naravna danost, Zoran Kržišnik, Moderna galerija in pač grupa. Razstava leta 1972 je v spodnjih prostorih Moderne galerije, prostorih, ki smo jih izgubili po zadnji prenovi 2009, kar 300 kvadrature je bilo metrov kvadratnih, kjer so se dogajale take bolj eksperimentalne razstave, ti ateljeji vsako leto in očitno tudi pač grupa 69 ni bila tako privilegirana, čeprav potem čez nekaj naslednjih let pa že tiskovna v torej knjižnici Moderne in v zgornjih prostorih tudi razstava. Prva tiskovna, tista 69, je bila v prostorih kluba poslancev, ne v Moderni galeriji, ne, tako da so dejansko imeli malo torej občutka recimo za to. Tudi torej eno odmevnejših in tudi kritiško dobro sprejetih gostovanj še v Benetkah v galeriji Bevilacqua alla Massa in potem pa seveda leta 1978 pa že skupina 69 kar vključena v to praznovanje 11. kongresa Komunistične partije Jugoslavije. Tukaj pa potem že spet še eno od dejanj te negativne kritike strani slovenske kritike se stopnjujejo, bi rekla, blatenju ni konca. Torej, grupa se na nek način seveda je postavljena, ima svojo mrežo in eno od dejanj njihovih je potem tudi izdaja razstavnega kataloga kot edicije priložene tedanjemu popularnemu tedniku Telex. Tako da je vsak, pač, ki je kupil Telex, dobil še katalog razstave. Tako da inovativno, ne. Tukaj zdaj vidite pač naslovnico tega kataloga, na prejšnjih dveh posnetkih pa dve fotografiji z fotografske sekcije v Tivoliju, ki jo je Tihomir Pintar torej pripravil. In torej nekako za konec, torej morda res, no, kaj bi prinesel še ta tretji pogled, ki bi razkril kulturno-politične torej povezave, lahko se vprašamo, kako je bila financirana grupa, ne, od kje so, seveda za vse te kataloge, ki so jih producirali vsakoletno, dobivali sredstva, sicer pa moram tudi dodati, da je bila njihova seveda ambicija ta, da bi se povezali s torej gospodarskimi dejavnostmi, gospodarskimi službami in na ta način spet še enkrat poskusili oblikovati galerijo, ki bi se imenovala Emona. Samo to so dejansko stvari, ki so stajale na papirju. No, in odkorakali niti ne sosede leta 80, takrat res še zadnji napad kritike slovenske, potem še dve spominski razstavi ob vsaki desetletnici, torej 79 in 89 in potem res se malo tudi zaradi te neoprijemljivosti, ne, navsezadnje, torej skupina, ki nima monolitne identitete, tudi zaradi tega je torej nekako obvisela v zraku, tako da zdaj pa res še zahvala za pomoč.